Imamo že prvi pozdrav. Pozdravljeni vsi, govorim Andrej Hren, Slovenske gospodarske zveze. Medtem ko še čakamo, bi začeli z kratko anketo, ko gre za to, kakšni komunikacijski kanali so pri nas najbolj uspešni. Tako da prosim, da klikate, je multiple choice, po kateri ste v bistvu izvedeli za današnjo prireditev. Vidim, prihajajo odgovori. Malo pustil še gor, bomo pa kar začeli. Na kratko SGZ, kot rečeno, jaz sem Andrej Hren, generalni sekretar Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Mi smo društvo, imamo 350 članov približno, podjetij iz Avstrije in Slovenije. Opravljamo tudi funkcijo Slovenskega poslovnega kluba v Avstriji, kar pomeni za vas, da smo lahko prva vstopna točka vsega, kar se tiče poslovanja v Avstriji. Pokrivamo, vkolikor je v naših močeh, tudi ostali nemško govoreči prostor in Južno Tirolsko. Avstrija nudi atraktiven gospodarski prostor za slovenska podjetja, če so pripravljena delati čezmejno prvo in če se hkrati tudi ustrezno pripravijo na ta korak. Danes, ko je svetovni dan čebel, smo izbrali temo, ko je namenjena malo tem marljivim osebam v ozadju, ki sploh s svojim strokovnim znanjem omogočajo čezmejno delovanje. Hkrati je pa tudi pomembna tema za direktorje, saj morajo pri izstavljanju ponudb že upoštevati, da so stroški delovanja v tujini lahko bistveno višji, kot so to navajeni. V tem webinarju bosta davčni strokovnjakinji Anne-Marie Samonik in Mojca Mlakar predstavljali, kako je z napotitvam delavcev na delo v Avstrijo in davčno obravnavo teh delavcev, tako iz vidika slovenske kot tudi avstrijske zakonodaje. Gospa Samonik je davčna svetovalka v Avstriji, konkretno pri TPA Regio Steuerberatung GmbH v Beljaku. Gospa Mlakar je pa davčna svetovalka v Sloveniji in partner TPA svetovanje d.o.o. v Ljubljani. Po predavanju samem bo seveda možno staviti vprašanje, oziroma vprašanje lahko stavite kadarkoli želite v chatu, prosim, v pisni obliki, obdelali jih bomo pa na koncu predavanja. Vnaprej se pa zahvalim gospem Samonik in Mlakar ter podjetjem TPA za pripravljenost sodelovanja in predam s tem besedo. Hvala lepa.
Bom torej kar jaz začela, se pravi, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot že sam naslov v bistvu pove, je tema današnjega webinarja upravljanje storitev v Avstriji in pa seveda morebitne davčne pasti, ki se pač ob tem pojavijo. Na kratko bomo predstavili, se pravi, relevantno zakonodajo, ki jo morajo delodajalci upoštevati ob napotitvi delavcev v Avstrijo, in na praktičnih primerih bomo dejansko prikazali obračun plač, hkrati pa vas bomo tudi opozorili na posledice, vkolikor napačno ocenite bodisi vaše davčne obveznosti v Avstriji, bodisi ne upoštevate kakršnekoli relevantne zakonodaje in iz tega naslova prejmete kazni, ali pa se vam nenačrtovano, se pravi, poviša strošek plač v Sloveniji, ker določenih stvari niste upoštevali. In če gremo dejansko kar na prvo folijo, se pravi, ki je pomembna za delodajalce pred opravljanjem dela v Avstriji, se pravi, je pomembno, da prijavite delo, se pravi, opravljanje storitev v Avstriji, temeljni nacionalni predpis, ki ureja v bistvu obveznosti v zvezi z napotovanjem delavcev v tujino, je Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Ta tudi določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalci s sedežem v Sloveniji začasno opravljajo storitve v Avstriji. In v bistvu ta zakon določa, da mora delodajalec, ki napoti delavce na delo v Avstrijo, pred začetkom izvajanja storitev pridobiti potrdilo A1, preveriti mora pogoje, ki jih Avstrija določa za opravljanje storitev, se pravi v tej državi. Potem v času napotitve delavcev morate zagotavljati pravice v skladu s predpisi, ki veljajo v državi napotitve, to je v Avstriji, se pravi predpise v zvezi z delovnim časom, v zvezi z dopustom, plačo, varstvom delavcev in tako naprej. In pa v bistvu v času napotitve seveda morate upoštevati tudi določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se pa nanašajo na opravljanje dela v tujini. Tako da zdaj, če v bistvu omenimo samo pri Zakonu o delovnih razmerjih, določbe, ki se nanašajo na, se pravi, na napotitev delavcev, so navedene v členih 208 do 210. In pa seveda zakon predpisuje, da lahko delavca napotite na delo v Avstrijo, če je tako dogovorjeno že v sami pogodbi o zaposlitvi. Če ta opcija v pogodbi o zaposlitvi ni navedena, morate skleniti pač posebno pogodbo za napotitev delavca. Zdaj pa v bistvu bi besedo predala kar gospe Samonik, ki vam bo pa dejansko povedala malo več o samih pogojih oziroma predpisih, ki jih morate upoštevati v Avstriji v primeru, da napotite delavce na delo v Avstrijo. Lep pozdrav tudi z moje strani, iz Koroške, avstrijske Koroške. Jaz bom vam zdaj na kratko predstavila temeljne pogoje, če je delavec napoten v Avstrijo, katere zakonske zahteve morajo biti zadoščene. In sicer v prvi vrsti mora biti razčiščeno obrtno dovoljenje v zvezi z obrtnim avstrijskim pravom, tako zvani Gewerberecht. Treba je pogledati za naročnika, also za izvajalca slovenskega, katera je dejavnost, ki jo hoče opravljati v Avstriji, ali je ta dejavnost po avstrijskem zakonu tako zvano reglementirana, kar pomeni, da ima posebne predpogoje izvajanja, posebne osebne predpogoje tudi podjetja, tako na primer koncesije se temu reče pri nas, Befähigungsnachweis, kot je na primer gradbeništvo. Gradbeništvo je konkretno reglementirana dejavnost
In je tudi tako, da če se ta dejavnost opravlja tudi v Sloveniji, ni potrebno kakšne posebnega dovoljenja v Avstriji glede te koncesije, treba je pa to reglementirano dejavnost, najpogosteje zdaj gradbeništvo, če lahko tako rečem iz naših izkušenj, prijaviti na Ministrstvo za digitalizacijo in gospodarstvo. V bistvu je to ena prijava, kjer se dodaja gotove dokumente, da pač ta koncesija obstaja v Sloveniji in to je treba enkrat, letno obnoviti to, tako rečeno, publikacijo in to nikako zdaj posebno dovoljenje, to je samo publikacija, ki je tudi prosto vgledna za vse druge zainteresirane. To je tako zvani Dienstleistungsregister in to je v bistvu tista obrtna predpostavka za tuje firme, ki delajo v Avstriji. Prosta dejavnost, kot na primer trgovanje ali če se trguje ali če se kakšne druge proste storitve opravlja, tudi gotove pomožne dejavnosti gradbeništva bi lahko bile proste dejavnosti, če gotov procentualni delež presegajo od glavne gradbeništve, tle treba gledati v bistvu v zakon. In taka prosta dejavnost ni treba prijaviti na to Ministrstvo za digitalizacijo, to je en online obrazec, tako da tle tudi ni potrebno letno to zdaj obnavljati, tega zdaj obnavljati. Potem naslednji korak, kar je potrebno že pred napotitvijo urejati, so tisti tako ZKO obrazci. ZKO pomeni centrale koordinacionsstelle, ena kratica. To je ena organizacijska enota finančnega ministrstva in v bistvu finančne policije. Tudi te obrazce se pač na online portalu pred napotitvijo izpolne. Za transport je en poseben obrazec, ZKO3, se pravi za tako rečeno pogodbeno delo, to bom pozneje več razlagala o razliki in zakaj je to tako merodajno, kaj je razlika med ZKO3 in ZKO4. Te obrazce se mora izpolniti pred napotitvijo in kot veste, verjetno je to tudi en teh papirov, ki jih morajo imeti potem delavci oziroma tisti, ki je za to zadolžen oziroma v elektronski obliki tudi lahko, mora to biti vidno oziroma pristopno za preglednike za finančno policijo, če pridejo na licu mesto kontrolirati. Zdaj se bi pogledali točneje te ZKO obrazce, kaj je zdaj tako merodajno, tisto, da se razlike so zelo značilne, ker so na to vezane gotove posledice, ki so lahko v bistvu eden teh, kaj bi rekel, pasti, v katere se potem izvajalec slovenski najde. Če to ni vprej vse točno določeno in zdebatirano tudi. ZKO obrazec je v bistvu tisti običajni za pogodbeno delo, mi rečemo k temu Werkvertrag in ta Werkvertrag, zdaj vam ne bo dosti kaj povedalo, imensko ima gotove značilnosti. Značilnosti so, da delavec, da slovenski izvajalec napoti svoje delavce na opravljanje dela v Avstrijo in da ostane v bistvu težišče delovnega razmerja v državi sedeža v Sloveniji. Se pravi, to delo izven Slovenije v Avstriji je samo začasno. On je vpleten v svoje podjetje v Sloveniji in ta začasnost je pač tudi omejena po EU uredbi,
kar se tiče zavarovanja, to bomo bolj na kratko tematizirali. Merodajno je, da delavec ostane vpleten v svoje podjetje, da je samo začasno napoten in da ni vključen v podjetje naročnika oziroma mi rečemo Auftraggeber, če je ZKO4 je to Beschäftiger, vsak način naročnika v Avstriji, da ni vključen v podjetje. Posledično, da tudi ne dobi razne delovske napotke in tako naprej, in da ni pod kontrolo avstrijskega naročnika. So gotove izjeme, ampak slika kot taka v celoti mora biti v bistvu s temi značilnostmi izražena. In ker je še merodajno to delo, ki ga je opravljal delavec, je v okviru ene celotne pogodbe izvajalca slovenskega, da jamči za svoje delo izvajalec. In to mora tudi biti v bistvu za nekoga, ki si to dela, ogleda potem, jamstvo mora biti tudi izterljivo. Se pravi, če se to nekaj obdela v eni, da to ne moreš zase tako rečeno oceniti, ampak to zdaj treba pogledati primera do primera. Dejstvo je, da je tako zvana jamstvo mora biti ocenljivo. Mi rečemo k temu Gewährleistungsfähigkeit. Also ne samo tudi napisano pogodbi, temveč tudi tako bi rekla, realna gospodarska situacija mora to izpovedati. Ja, če pogledamo naslednjo folijo, ZKO4, kaj so tukaj zdaj značilnosti? ZKO4 je ta obrazec za napotitev. Napotitev je tako rečeno zgornji izraz za ZKO4 in ZKO3, ampak ZKO4 je zdaj vrsta napotitve in sicer prepustitev, posredovanje delavcev. Arbeitskräfteüberlassung, mi pravimo. In tukaj imamo druge značilnosti, in sicer, kar je ena merodajnih značilnosti, je, da so delavci vključeni v podjetje zaposlovalca, des Beschäftigers v Avstriji, in ta zaposlovalec Beschäftiger v bistvu tudi strokovno delo nadzira, delavce nadzira. In delavci upoštevajo navodila zaposlovalca. Kar je tudi še zelo značilno, da podjetje, ki posreduje slovensko podjetje, ne odgovarja za uspeh dela. Zato v razliki k prejšnjem ZKO3 pogodbeno delo, Werkvertrag, da v ZKO4 ne odgovarja za uspeh dela. Also für den Werkerfolg, mi rečemo. In da se eben te storitve, ki jih opravlja delavec v sklopu tega dela, ne razlikujejo od drugih storitev zaposlovalca. Zdaj je morda malo zveni komplicirano, kako se to razlikovati, ZKO3, ZKO4, ampak v naslednji foliji vidimo, da je to lahko zelo bistveno in kar tudi je. Kar je še treba reči za ZKO4, kar je včasih malo nejasno pri izvajalcih, da to sem zdaj v bistvu prav iz tega informativnega formuliranja v bistvu izpisala iz te spletne strani ZKO4. Merodajno je, da sta tam dve točki za naklukati. Prva točka je da tale posredovalec iz Slovenije nima koncesije v Sloveniji za prepustitev delavcev, ima pa možnost, da svoje delavce prepusti enemu naročniku v Avstriji iste panoge, kot na primer slovenski mizar, s tem opisanim firmo pač za mizarstvo, prepusti delavca mizarja avstrijskemu podjetju mizarju. V tem ni treba, da ima slovensko podjetje koncesijo
in to je tako rečeno prepustitev brez obrtne koncesije. To je ena točka, ki se mi zdi, da je točka B, naklukati v tem ZKO 4 obrazcu. Ta prva točka A je pa tista navadna, ko pač tudi lahko, ko ima tisto koncesijo in lahko vse mogoče delavci vse mogočih panog prepustijo avstrijskemu naročniku. Also v obeh primerih je to ZKO 4, tudi brez koncesije. Če pogledamo naslednjo folijo, zdaj tista razlika, ki smo prej omenili, zakaj je to tako merodajno. ZKO 4 je ne glede, ali je to zdaj obrtna prepustitev za koncesijo ali brez koncesije, se pravi, izvajalec prepusti delavce svoje panoge v panogo za isto delo v Avstrijo, je po zakonu v Avstriji, in to je leta 2013 tako, da je obvezen obračun plač v Avstriji. In sicer je delodajalec v smislu avstrijskega zakona, je v bistvu naročnik v Avstriji, naročnik v Avstriji je po zakonu v tem smislu delodajalec slovenskih delojemalcev. Also ta posebnost kvalifikacije ZKO 4, ne glede, ali je to zdaj obrtna prepustitev ali panoge v panogo brez koncesije, je v Avstriji, čim delavec dela prvi dan v Avstriji, obvezna obračun lohnsteuer po avstrijskem zakonu. Se pravi, ta sporazum, o tem bo kolegica še pozneje govorila, kako to izgleda med Slovenijo in Avstrijo, kar se tiče 183 dni, in Slovenija in Avstrija imate koledarsko leto za pogledati, če delojemalec dela več ali manj kot 83 dni, so druge davčne posledice. V bistvu je ta sporazum, je ta zakon s tem avstrijskim zakonom od 2013, da je potrebno za ZKO 4 napotene delavce takoj obračunati, je v bistvu ta zakon zaenkrat razveljavljen v tem smislu, da morate od prvega dne obračunati ZKO 4 in potem seveda se gleda, kako delavec dela celo leto in se potem lahko naredi ob koncu leta dodaten preračun, lohnsteuer, mi rečemo dohodnina v Avstriji, in se v bistvu diferenco spet, tako rečeno, preveč plačan davek dobro piše finančni urad v Avstriji. To samo kratko, to bo potem kolegica še pozneje glede tega sporazuma, ampak v bistvu se, kot rečeno, to je merodajno in važno za vas, morda tudi za vaše delojemalce, ker je tle večkrat vprašanj v to smer, čim je ZKO 4, je obračun lohnsteuer od prvega dne v Avstriji in ko poteče v bistvu teh 183 dni ne dela, temveč nahajanja v Avstriji, to je tudi čisto gotova pravila, kaj pomeni nahajanje, ker se šteje tudi, da je bila meja prekoračena in ko naprej za vikende, treba pač pisati koledar dela, da to v bistvu v prvi stopnji razveljavlja ta zakon in se potem mora pogledati leto, kako delavec naprej dela v koledarskem letu. Če tega zdaj ni, tale obračun lohnsteuer za ZKO 4, ki je obvezen, je pa samo možen po zakonu, če slovensko podjetje zaprosi za tako zvani Freistellungsbescheid v posebnem davčnem uradu, to se je zdaj malo preorganiziral v Avstriji od tega leta naprej, zdaj se to daje na Finanzamt für Großbetriebe in to je en online formular, kjer je itak že v bistvu ta Finanzamt napisan in se te podatke vpiše tega delavca, za vsakega delavca, da se planira njega napotiti z urno postavko, vsemi njegovimi podatki za plan trajanja dela in se potem, če je ta pozitiven, ta odločba, Freistellungsbescheid, temu se reče Bescheid über Entlastung an der Quelle, potem lahko šele
slovenski izvajalec obračuna lohnsteuer po avstrijskih predpisih. Ponavadi ima avstrijskega davčnega svetovalca, ki mu te plače obračuna. Če tega ni, tega Freistellungsbescheid, po zakonu mora avstrijski naročnik 20% Abzugsteuer takoj od honorarja izvajalcu odtegniti in temu davčnemu uradu plačati. Če gremo naprej, morda lahko samo še kratko enkrat nazaj, kar sem še pozabila omeniti. Merodajno je tudi, da v teh ZKO3 in ZKO4 obrazcih, ki se jih izpolni pred napotitvijo, da se tleže in napiše urno postavka, ki ustreza avstrijski kolektivni pogodbi, o kateri bomo zdaj govorili, ker tale postavka je merodajna za finančno policijo, če si pol ogleda tam gradbišče recimo, in je tam ena urna postavka napisana, je to tista postavka, ki mora biti po zakonu, ki mora ustrezati avstrijskemu kolektivu. Se pravi, že ta urna postavka, preden napotujete delavce in preden in v okviru odpošiljanja ZKO obrazcev mora biti sklajena z avstrijsko zakonodajo in že tle bi se izvajalci obrnili na avstrijske pravnike, ločne svetovalce, da se to uskladi, ker imamo zelo razčlenjeno kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na delovno dobo delojemalca, na njegove izkušnje, na izobrazbo. O tem bomo zdaj v naslednji foliji več govorili. Se pravi, avstrijska kolektivna pogodba je baza za obračun lohnsteuer, ki je obvezna, to je ZKO4 obrazec, če imamo Freistellungsbescheid, ali ki je tudi lahko prostovoljna, to je ZKO3 obrazec, oziroma tudi obvezna, če je ZKO3 in je davčna poslovna enota v Avstriji osnovana. To tematika je obširna, to bomo mogli v eni drugi obliki enkrat predavati. Dejstvo je, čim se lohnsteuer v Avstriji obračuna, prostovoljno ali obvezno, je treba upoštevati zahteve kolektivne pogodbe. To so dogovori med partnerji delodajalcev in delojemalcev, ki urejajo plače, redne plače, dopustne plače, doklade in tudi delovni čas, koriščenja delovnega časa. Te kolektivne pogodbe obstajajo v najvažnejših panogah, recimo tako, v najvažnejših panogah in se letno tudi na novo pogajajo. In te datumsko zelo različno, recimo gradbeništvo maja, kovinska industrija novembra in je od takrat naprej vedno treba upoštevati nove urne postavke. In tudi, če v tem času nove ZKO obrazce naredite, je treba te nove urne postavke upoštevati. Se pravi, v bistvu redno biti na tekočem, kaj se je tukaj spremenilo, preden oddate ZKO obrazce. Kot rečeno, te se upošteva v ZKO obrazcih, kar je zelo merodajno, zato prosim prej urediti, da je res pravilna postavka, da ni potem diskuzij in dodatnih popravljanj, kar je seveda časa in intenzivno in tudi povzroča razne težave. Treba upoštevati kolektivno pogodbo, kar je v bistvu en del tega zakona Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, ki v Avstriji obstaja že nekaj let. Se pravi, del tega zakona je tudi ta kolektivna pogodba, kjer opiše, da se treba na tole pogodbo držati, na te urne postavke. Zakon LSDBG, Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, je zelo strog v Avstriji.
zelo so visoke globe s tem, da so zdaj v Avstriji zakonsko rekli, ni bilo še dokončnega zakona, da se te globe bolj na pavšalni ravni zdaj izrečejo in da ne bo tako, kot je v preteklosti bilo, precej visoke globe za pod narekovajem male prekrške. V tem LSDPG zakonu je tudi napisano in se tudi tako izvaja iz prakse, to vemo, da države pri kršitvah te kolektivne pogodbe in onih postavk sodelujejo in čim se ugotovijo prekrške v Avstriji, se to pošlje na urade v Sloveniji in se tam v bistvu slovenskemu izvajalcu vse dokumente dostavi in to še v prevedeni obliki. Na naslednji foliji kot rečeno, še enkrat poudarim, kako važno je, da se že pred napotitvijo in pri izpolnjevanju obrazcev ureja pravilne postavke. Naslednja folija, da še pogledamo. Prej sem že omenila ZKO4 prepustitev, da je tukaj obvezen obračun Lohnsteuer in da se tukaj upošteva tiste tarife kolektivne pogodbe, ki ne bi bile tukaj že opisane in na kateri osnovi se tale Lohnsteuer po delavskih dni za Avstrijo, za avstrijske delavske dni tudi obračunajo in se ugotovi dohodnino, ki se jo potem naprej v Slovenijo javi in tam naprej uporablja v svojih obračunih izvajalca. Pogledamo naprej. Tema tega webinarja so bile pasti in zdaj v bistvu hočem, da vse to, kar sem prej povedala, v bistvu še enkrat napotiti v to smer, kaj so zdaj lahko pasti. Pasti so v bistvu menjeni stroški, dodatni, ki nastanejo, v bistvu tudi, če ni zadeva vnaprej dobro prediskutirana in pregledana, kako je zdaj delavec napoten v Avstrijo. Če obračunamo Lohnsteuer, in to je ZKO4 obvezno, kot vemo, ZKO3 obvezno ali prostovoljno, zavisi, mora podjetje, slovenski izvajalec, pridobiti davčno številko za odvajanje Lohnsteuer v Avstriji. Se pravi, da bo tukaj pač en z enim davčnim svetovalcev najprej pač sodelovalo podjetje in tudi po avstrijskih predpisih mora biti obračuna Lohnsteuer, kar tudi ureja davčni svetovalec. V naslednji stopnji seveda obračun Lohnsteuer v Avstriji, se pravi v bistvu dvakratni strošek svetovanja in obračuna Lohnsteuer, ker Lohnsteuer, ki se obračuna v Avstriji, se v nadaljevanju v Sloveniji upošteva. To bo potem kolegica Mojca razlagala, kako to funkcionira. Dodatni stroški pri prepustitvi ZKO4 in tega smo iz izkušenj vemo, da se tega v bistvu šele na koncu vidi izvajalec, da je tle tudi komunalni davek za upoštevati, ki ga v bistvu ne nosi izvajalec, temveč naročnik. In naročnik tudi jamči za to, sam naročnik bo izvajalcu pri pogajanjih seveda in pri urnih postavkah za opravljanje delo delavcev, ki se zmenita, to je tudi odštel konec koncev iz honorarja. Ker komunalni davek znaša, to je obvezno pri prepustitvi ZKO4, znaša 3% od tako zvanega Gestellungsentgelt, to je v bistvu honorar, ki ga izvajalec izstavi avstrijskemu naročniku in od tega je en odtegljaj, a tega se potem vzame osnovo 70%, ali pa, če je
tisti obračun plač na osnovi tega freistellungsbescheid, se pravi, tale odločba, da je pozitivna. Potem se lahko vzame tudi 3% te bruto lohnsume obračuna plač v Avstriji, kar je cenejše. Potem se plača pri prepustitvi, se pravi ZKU 4, tudi prispevke v sklad SWF, to je Sozial- und Weiterbildungsfonds, kar je sicer 0,3 zveni minimalno, ampak je tudi nekaj, na česa verjetno v začetku se ne misli, ker se ne ve enostavno. Potem velika pozicija morebitni pravni stroški sporov, pregledov finančne policije, če se ugotovi, da urna postavka ni v redu v ZKU obrazcih o pregledu na gradbišču, recimo. To je v bistvu najpogostejša zadeva do raznih sporov. Velika zadeva tudi BUAK v gradbeništvu. BUAK, čim se ZKU obrazce odda na ministrstvo, je tudi BUAK o tem informiran in na osnovi tega tudi BUAK kontrolira zadeve in BUAK v ozadju potem obračuna in predpiše svoje zneske, in sicer za dopust in odpravnine delavcev po avstrijskem zakonu. Osnova, kot rečeno, se vzame iz ZKU obrazcev. Podjetje lahko potem kot izvajalec zahteva na enem posebnem obrazcu izplačilo tega nakopičenega sklada. Je pa tudi neka obrazložitev na spletni strani BUAK v slovenščini, ki malo to zadevo obrazloži. Ker v Avstriji imamo, in to je po zakonu, 14 plač, ta ena 14. plača, ta ena dopustna plača, imamo poletno in zimsko, in ena dopustna plača je po zakonu, jo prevzame BUAK in v ta sklad plačate kot slovenski izvajalec, če napotite delavca v panogi gradbeništva v Avstrijo. Če pogledamo naprej, je dodatno tveganje, kar je lahko še, do katerega lahko pride, tako zvani AGH, Auftraggeberhaftung. Spet smo v storitvi gradbeništva, ki so pač zelo pogosta pri nas, slovenskih izvajalcev. In sicer je velikokrat tudi naročniki zahtevajo, čeprav imajo delavci, delojemalci A1 obrazce in v bistvu so zavarovani v državi sedeža v Sloveniji, in recimo pri ZKU3 obrazcih, če ni prostovoljnega obračuna lohnsteuer, pride do tega, da včasih naročniki zahtevajo, da se 5% pogodbene vrednosti v bistvu ne izplača izvajalcu, temveč to vplačajo kot AGH, in sicer AGH za Lohnsteuer, to je pred 5%, in tega izplačajo na avstrijsko zavarovanje, poseben oddelek Dienstleistungszentrum, in potem šele lahko izvajalec zahteva, da se nazaj plača, ker po zakonu najprej se pogleda v Avstriji, če so vse druge obveznosti izvajalca tujega, kot Finanzamt, kot BUAK, pač plačane. Se pravi, v praksi se to dogaja, tudi če imajo A1 obrazce, da so naročniki tle enostavno to nazaj držijo, če ni obračuna Lohnsteuer v Avstriji. Eno zadnjo zelo važno tveganje, kar se velikokrat v bistvu spregleda in kar se velikokrat dogaja, je tista tako zvana podprepustitev. Podprepustitev pomeni, da slovensko podjetje, zdaj ne glede ali je to ZKU4 obrtno ali neobrtno ZKU4, prepusti svoje delojemalce avstrijskemu, tako rečeno prepustiti, also enem Arbeitskräfteüberlaster, enemu podjetju, ki tudi prepusti v Avstriji, in to avstrijsko podjetje potem pač dela, ima naročnike v Avstriji.
Pravi, slovensko podjetje je v podprepustitvi avstrijskemu podjetju, ki daje svoje ljudi, svoje in slovenske, avstrijskemu naročniku. To je merodajno za kvalifikacijo, kar se tiče A1 obrazca, ker to ne šteje kot napotitev po uredbi Evropske skupnosti zavarovanja, ker je to, tako rečeno, ker to ni izjema, ker napotitev glede v smislu A1 obrazca je izjema, ponavadi delavec je tam zavarovan, ker dela, razen napotitev, ostane v Sloveniji, ampak če je podprepustitev, velja spet ta pravilo, da je delavec tam zavarovan, ker dela, se pravi v Avstriji. In posledično lahko avstrijsko zavarovalni sklad, ÖGK, predpiše prispevke po našem sistemu. In to je zelo pereča zadeva in je bilo že več diskusij v to smer, tudi že več sodb. V naslednji foliji bo pa se zdaj kolegica Mojca Mlakar nadaljevala. Zdaj smo v bistvu končali avstrijski part in zdaj smo na tem, da Lohnsteuer obračunan v Avstriji pridejo v Slovenijo in zdaj je slovenska zakonodaja za upoštevati. Hvala za pozornost zaenkrat in se spet slišimo in vidimo itak. Prosim, Mojca. Torej, v bistvu, kot smo do sedaj slišali, slovenska podjetja, ki opravljajo storitve v Avstriji, morajo upoštevati določeno zakonodajo, predpisano s strani Avstrije, in posledično jim tudi nastanejo določeni stroški v zvezi z napotitvijo delavcev na delo v tujino. Kar pomeni, da morajo v bistvu podjetja, ki vstopajo na avstrijski trg, vse te dodatne stroške upoštevati tudi, ko v bistvu dajejo ponudbe za opravljanje storitev v Avstriji. Tukaj se pojavi predvsem tveganje, vkolikor podjetja, bom rekla, napačno upoštevajo ali pa izračunajo vse stroške, ki jim nastanejo z napotitvijo delavcev na delo v Avstrijo. Bom rekla, bodisi napačno izračunajo plačo, ne upoštevajo, bom rekla, predpisane urne postavke, v tem primeru pač morajo upoštevati urne postavke delavcev, kot jih predpisujejo kolektivne pogodbe za določeno vrsto storitve v Avstriji, bodisi napačno določijo povračilo stroškov napotitve, pridobijo napačno, bom rekla, napačni A1 obrazec, ne upoštevajo obveznosti morebitnega tujega davka in tako naprej. Zdaj si bomo v bistvu na kratko ogledali v nadaljevanju, se pravi obračun plač. Torej, kaj je pomembno pri delavcih, ki jih napotujemo na delo v Avstrijo? S tem so povezani tudi stroški delodajalca, ki nastanejo v Sloveniji, kar pomeni, določiti moramo pravilno osnovo za obračun prispevkov, vse pripadajoče davčne olajšave, ki pripadajo delavcem. Potem moramo določiti tudi državo s pravico do obdavčitve dohodka iz napotitve, to smo tudi že prej slišali, se pravi tisti prag 183 dni oziroma v primeru prepustitve v bistvu takoj. Pomembno je, da tudi izračunamo pravilno davčno osnovo in pa upoštevamo v tujini plačano dohodnino. In če gremo na naslednjo folijo, se pravi, pri napotenih delavcih moramo pravilno upoštevati, se pravi, vključenost v obvezno zavarovanje. Pri napotenih delavcih imamo, bom rekla, dve vrsti napotitve. Ena je napotitev po 13. členu, tukaj dejansko ne govorimo o klasični napotitvi, ampak govorimo o opravljanju zaposlitve v več državah. Delavec je ves čas zavarovan po podlagi 001. Tukaj so predvsem vozniki v cestnem prometu, serviserji in pa monterji. Potem imamo pa delavce, ki so napoteni po 12. členu, tukaj govorimo o klasični napotitvi. Ti delavci so v času napotitve vključeni v zavarovanje po
zavarovalni podlagi 0,02 in v bistvu pri njih je tudi osnova za obračun prispevkov drugačna. Medtem ko je pri delavcih, ki so napoteni po 13. členu, če gremo na naslednjo folijo, osnova za obračun prispevkov, v bistvu celotna plača, ki jo prejmejo za svoje delo, je pri delavcih, ki so napoteni po podlagi 0,02, osnova za prispevke, samo plača, ki bi jo prejeli za delo v Sloveniji, dodatna plača, ki pa jo prejmejo zaradi napotitve, pa v Sloveniji, se pravi, ni predmet prispevkov. Kljub temu je pač potrebno upoštevati najnižjo osnovo za prispevke, kar trenutno znaša 1113,72 evrov. Ne glede na to, da je v bistvu pri delavcih napotenih na podlagi 0,02 osnova za prispevke plača, ki bi jo prejeli za enako delo v Sloveniji, pa ti isti delavci v bistvu plačujejo prispevke tudi od vseh drugih prejemkov, ki jih prejmejo pač na podlagi delovnega razmerja. In če si na naslednji foliji pogledamo obračun plače, se pravi primerjavo, kaj pomeni za delodajalca napotitev po 12. ali 13. členu. To pomeni, prvi primer imamo delavec, ki je napoten po 12. členu, se pravi, pri njemu je osnova za prispevke samo plača, ki jo prejme, se pravi, plače, ki jo imel tudi prej v Sloveniji, dodatek, ki ga prejme za napotitev, ni predmet prispevkov. Tukaj recimo vidimo, da delavec v tem primeru, recimo pri tem izračunu prejme 2156 evrov neto plače in strošek delodajalca 3428, medtem ko pri delavcu, ki je napoten po 13. členu, se pravi, sočasno opravlja zaposlitev v več državah, je predmet prispevkov v bistvu celotna plača, ki jo prejme, tudi ta dodatek za napotitev, in pri njemu se neto plača precej zniža, kakor tudi naraste strošek podjetja. Zato je dejansko pomembno, da delavca pravilno napotimo, oziroma tukaj je pomembno tudi včasih, ne gre za klasično napotitev, da to dejansko delodajalec upošteva, se pravi ta strošek delavca, tudi pri tem, ko daje ponudbe pri vstopu na tuji trg. Pri obračunu plače imamo potem pri napotenih delavcih še eno izjemo, se pravi določeno posebno davčno olajšavo ali, kakor piše v 45.a členu, posebno davčno osnovo. In sicer v bistvu v tem členu je določeno, da se 20% plače oziroma nadomestila, ampak največ 1000 evrov v posameznem mesecu ne vključuje v davčno osnovo, če so kumulativno izpolnjeni pogoji, in sicer, da je delavec napoten na delo iz Slovenije, napotitev neprekinjeno traja več kot 30 dni, tukaj v bistvu posamične vmesne prekinitve, kot so na primer dopust, bolniška in tako naprej, v bistvu ne vplivajo na to prekinitev. Kraj opravljanja dela v Avstriji mora biti več kot 200 kilometrov oddaljen od siceršnjega kraja opravljanja dela v Sloveniji, da delavec v zadnjih 5 letih ni bil rezident te druge države in pa da je za napotitev zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-kratnika zadnje povprečne letne plače v Sloveniji, in trenutno se je v bistvu ta plača, da je v bistvu izpolnjen ta pogoj, znaša 2784,30 evra. Hkrati mora v bistvu biti, če gremo na naslednji slajd, izpolnjeni tudi naslednji pogoji, da je delavec napoten, se pravi, v drugo državo, kot je sedež delodajalca, da ima pogodbo o zaposlitvi sklenjeno z delodajalcem, ki ga napotuje, in tudi po pravi državi, iz katere je napoten, da v bistvu delavec običajno dela v državi sedeža delodajalca in je samo začasno napoten v drugo državo, da tam opravlja delo oziroma je ta pogodba sklenjena za opravljanje dejavnosti, ki jo tudi sicer opravlja za delodajalca v okviru njegove dejavnosti,
in pa delavec, kar je najbolj pomembno, v bistvu ves čas napotitve dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga napotuje, ker to smo slišali tudi prej, takoj ko v bistvu delavec ne dela več po navodilih svojega delodajalca, govorimo o prepustitvi delavca in dejansko tukaj potem tudi o dohodnini, ki se od prvega dne obračuna v Avstriji. Če samo na kratko v bistvu omenimo, kar se tiče v bistvu stroškov, ki pripadajo v primeru napotitve, vkolikor napotitev traja do 30 dni, se povrnejo stroški v višini dnevnic, vkolikor skupna napotitev traja več kot 30 dni, delavcu pripada povračilo v višini stroškov prehrane povišanih za 80%, kar trenutno znaša 11,02. Govorimo o neobdavčenem delu. Tukaj pomembno poudariti tudi, da vkolikor delavca napotite za 20 dni, potem pa se ta napotitev v bistvu podaljša na 40 dni, pa ste mu obračunali dnevnice, mu dejansko te dnevnice ne pripadajo, je potrebno obračunati prehrano in eventualno razliko obdavčiti. Kar se tiče stroškov prevoza pri napotenih delavcih, jim pripadajo stroški prevoza od prebivališča do delovnega mesta, kar pomeni, če bivajo med tednom v Avstriji, jim pripadajo stroški prevoza od bivališča v Avstriji do delovnega mesta, na začetku tedna in koncu tedna pač stroški prevoza od bivališča do kraja napotitve. Delavcem pripada tudi nadomestilo za ločeno življenje. Zdaj, če gremo na naslednjo folijo, se pravi država s pravico do obdavčitve dohodka iz napotitve. To smo recimo že tudi prej slišali. Se pravi, mednarodne pogodbe določajo, katera država ima pravico, da obdavči dohodek iz zaposlitve. V skladu s 15. členom mednarodnih pogodb je v bistvu dohodek delavca obdavčen v državi rezidentstva, razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi. Če se zaposlitev izvaja v drugi državi, je ta isti dohodek vseeno obdavčen v državi rezidentstva, če so izpolnjeni naslednji pogoji. Se pravi, ta napotitev ne presega skupno 183 dni v koledarskem letu, dohodek izplača delodajalec ali pa je izplačen v imenu delodajalca države rezidentstva, torej ne te države, kjer v bistvu delavec dela v času napotitve, in pa v bistvu plače ne izplačuje poslovna enota ali pa stalna baza v tej drugi državi. Če gremo na naslednjo folijo, če navedeni pogoji niso izpolnjeni, se pravi, ima pravico do obdavčitve država, kjer se zaposlitev oziroma napotitev izvaja, v tem primeru Avstrija, pri čemer v bistvu izračun tega Lohnsteuerja izračunan v skladu z zakonodajo Avstrije. In če ima pravico do obdavčitve Avstrija, mora Slovenija, se pravi, na podlagi, se pravi, v skladu z odpravo dvojnega obdavčevanja, uporabiti metodo tako imenovanega odbitka, da dohodek ni obdavčen v Avstriji in v Sloveniji. Zdaj v nadaljevanju bomo prikazali obračun plače, to, kar je že gospa Samonik prejle povedala. Se pravi, vkolikor ima pravico do obdavčitve dohodka Avstrija, se obračun plače izgleda tako, da se najprej v Sloveniji izračuna dohodek za napotitev, potem se ta plača posreduje, če se premaknemo kar še naprej. Tako, tukaj v bistvu vidimo obračun dohodka za napotitev, se pravi, delavec je 104 ure v mesecu decembru bil napoten na delo v Avstrijo, prekoračil tistih 183 dni in njegov dohodek je obdavčen v Avstriji. V prvem koraku Slovenija izračuna plačo, ki jo bo ta delavec prejel za napotitev v Avstrijo za 104 ure, potem ta obračun posreduje
avstrijskemu davčnemu svetovalcu. Če gremo še en slajd naprej. Ta avstrijski davčni svetovalec potem upošteva v Sloveniji plačane prispevke od tega dela plače za napotitev in po svoji zakonodaji izračuna dohodnino oziroma lounštoer. Tukaj lahko gospa Samonik pove malo več. Ja, samo na kratko, in sicer, kot rečeno, to je zdaj ta seznam iz Slovenije, obračun plač poslan v Avstrijo, so 4 ure je delal v Avstriji. Urna postavka je tle navedena za 12,13. Ena urna postavka iz gradbeništva, se mi zdi. Ne, ni gradbeništvo, se oproščam, zaradi tega ne, ker imam tle urlaubszuschuss, piše v poziciji pod Stundenlohn in Weihnachtsremuneration, ker če bi bila gradbeništvo, bi bilo samo enkrat dopust, ker druga seja pač plača se v buhah direktno. To je ena druga panoga in se vidi, za 104 ure 12,13 urna postavka pride bruto znesek, plus se tudi obračuna po zakonu ali kvotno dopustna plača, za to panogo zdaj kar obe, se pravi 13. in 14. plačo, se ali kvotira na ure, ki jih je delal v Avstriji, to je teh 105,13 € dvakrat za poletno in zimsko plačo, in se potem odšteje od te, in če so že kakšne doklade v drugih panogah, seveda bi to zraven prišlo, in od tega se odšteje potem, od osnove, se odšteje potem v Sloveniji plačan prispevek delojemalca in sicer tudi seveda ali kvotno za ure opravljene v Avstriji. To je teh 127,12 Abzug SV SLO. Se pravi, ta nova osnova zdaj je osnova za obračun davka, bruto plača plus, ker je inkludirana plača za dopust, ker se odšteje plačan prispevek delojemalca v Sloveniji za ure opravljene v Avstriji, tudi ali kvotirano, sorazmerno, in iz tega se obračuna lounsteuer in sicer tekoče, za tekoče plače bruto 180 in za te dopustne plače je pa malo ugodnejša davčna stopnja. Je pa za te dopustne plače se obračuna 12,62 v tem primeru, tako je plačan davek, če to seštejemo, 200,94 lounsteuer za 104 delovske dni v Avstriji. In ta obračun plače po avstrijskem zakonu za delovske dni v Avstriji naša pisarna spet posreduje slovenskemu podjetju, ki obračuna plače v nadaljnjo obdelavo. In to bo zdaj spet gospa Mlakar obrazložila, kako to naprej poteka. To upoštevanje lounsteuer avstrijske v drugem slovenskem obračunu, tako rečeno. Prosim, Mojca. Naslednja folija, če pogledamo. Tako, tukaj dejansko vidimo, obračun plače se ni spremenil, niti neto izplačilo delavcu se ni spremenilo. Tukaj je dejansko izračunan davek po slovenski zakonodaji, potem se upošteva davek po avstrijski zakonodaji. Za delavca se dejansko nič ne spremeni, kar pomeni, delodajalec je plačal 200,94 € v Avstriji in to, bom rekla, ustrezno upošteva pri oddaji REK obrazca v Sloveniji, tako da zmanjša obveznost za plačilo v Sloveniji. To ne pomeni, da je delodajalec plačal 200 € v Avstriji in še 600 v Sloveniji, ampak v Sloveniji plača delodajalec samo razliko in to dejansko mora ustrezno prikazati v REK obrazcu. Če gremo kar na naslednjo folijo, tukaj je pač navedeno, kje delodajalec vse to skupaj prikaže. Pri tem bi v bistvu tudi opozorila, da ne glede na to, da delodajalec prikaže ta v tujini plačan davek v REK obrazcu, da se delavcu na letni osnovi prizna ta odbitek tujega davka samo, vkolikor on v bistvu ga uveljavlja pri ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma
v napovedi za odmero dohodnine, vkolikor ne dobi informativnega izračuna dohodnine, kar pomeni v bistvu ponavadi se delavci čudijo, zakaj ni prikazanega tega v tujini plačanega davka, v bistvu ga morajo sami napovedati oziroma uveljavljati. V nadaljevanju imamo potem predstavljene še primere obračuna plače v Sloveniji, in sicer ob upoštevanju te posebne davčne osnove, ki smo jo prej predstavili, in sicer enkrat ob upoštevanju, da je strošek delodajalca ostane enak, in enkrat ob upoštevanju, da pa neto plača delojemalca ostane enaka. Ker bom v večini primerov, ko gre za napotitve delavcev, se delavec in delodajalec dogovorita za neto dohodek delavca in dejansko je potem tudi vpliv na strošek plače pri delodajalcu. Če gremo na naslednji slajd, tukaj imamo obračun plače brez upoštevanja in ob upoštevanju te posebne davčne osnove, pri čemer imamo enak strošek delodajalca. Tukaj vidimo, da je dejansko enak obračun, samo enkrat olajšava upoštevana, se pravi, ker so izpolnjeni pogoji, enkrat niso, in tukaj vidimo razliko, ki jo za delojemalca v višini cirka 150 evrov. Na naslednjem slajdu imamo potem spet obračun brez in z upoštevanjem te posebne davčne osnove, pri čemer imamo enak neto znesek plače, in tukaj dejansko vidimo razliko pri strošku delodajalca, ki pa dejansko že naraste na več kot 200 evrov. Potem, kar se tiče v bistvu napotitve, imamo, če gremo naprej, še ena posebnost je, in sicer napotitev delavcev nerezidentov. Kot sami veste, ravno med temi napotenimi delavci imamo veliko nerezidentov, in tudi ti v bistvu zaposleni v Sloveniji ostajajo za davčne namene še zmeraj, vsaj večina rezidentov v matični državi. In ker ostanejo v bistvu rezidenti v matični državi, se pravi, če se spomnimo prejle mednarodne pogodbe, da ima pravico do obdavčitve država rezidentstva, razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi, tukaj v Sloveniji. Ampak v tem primeru Slovenija napoti delavce na delo v tujino, torej se zaposlitev ne izvaja v Sloveniji in s tem dejansko izgubi Slovenija pravico do obdavčitve tega dohodka, ki ga nerezidenti prejmejo za napotitev. Vkolikor nerezidenti želijo izkoristiti to pravico, se pravi oprostitev dohodnine v Sloveniji, morajo delodajalcu predložiti izpolnjen KIDO-5 obrazec, ta pa ga dejansko potem predloži našemu FURS-u in šele, ko ima v bistvu potrjen KIDO-5 obrazec, lahko tudi pri mesečnem obračunu plače, ne glede na to, da mu mednarodna pogodba ne daje pravice do obdavčitve, upošteva v bistvu oprostitev od dohodnine. Vkolikor je bil kljub temu, če gremo na naslednji, se pravi, vkolikor je kljub temu, da je pač navedena oprostitev, davek vseeno obračunan, lahko delavec od Slovenije zahteva vračilo te dohodnine, ki mu je bila obračunana nazaj. V nadaljevanju imamo potem prikazane še obračune plače za nerezidente, se pravi, ob upoštevanju te posebne davčne osnove in brez te posebne davčne osnove, se pravi, rezidenti nimajo pravice do splošne olajšave po našem zakonu o dohodnini, imajo pa pravico, vkolikor so izpolnjeni ti pogoji za posebno davčno osnovo, pravico do olajšave v primeru napotitve. Tukaj vidimo, da pri enakem strošku
se pravi delodajalca, razlika v neto plači 200 evrov. Na naslednjem slajdu imamo dejansko obračun za nerezidenta, enkrat brez in enkrat s KIDO obrazcem, se pravi obrazec, na podlagi katerega lahko uveljavljajo oprostitev plačila dohodnine v Sloveniji pri enakem bruto dohodku delavca. Tukaj imamo tudi enak strošek delavca, razlika za delavca, se pravi 700 evrov. Na naslednjem slajdu imamo pa potem spet prikaz obračuna plače brez in s KIDO obrazcem, se pravi z obračunom dohodnine v Sloveniji in brez obračuna dohodnine v Sloveniji. Pri enakem neto dohodku delavca tukaj pa dejansko vidimo, da se strošek delodajalca tudi spremeni in sicer se zmanjša, vkolikor ni obračuna dohodnine v Sloveniji. Zdaj smo dejansko pri koncu teh naših prikazov, tako da lahko zdaj odgovorimo na vprašanja v zvezi s tem ali pa morda še kaj obdelamo, kakšno temo, ki jo dejansko tukaj nismo, vkolikor bi kdo kaj vprašal. Dobro, hvala lepa obema za razložitev vseh teh. Smo prejeli kar nekaj vprašanj, tudi med časom in bi mogoče kar začeli na začetku, pa bomo videli, kaj bo možno odgovoriti na kratko. Vprašanje od čisto začetka, kako je na primer z elektrodejavnostjo, montažo, na primer sončne elektrarne, slutim, da gre za to, če je to regulirana obrt v Avstriji, kaj je to treba pridobiti? Se počam, se me sliši, regulirana dejavnost, to je verjetno regulirana dejavnost, se pravi, da mora, če opravlja slovensko podjetje za naročnika v Avstriji to delo in napoti delavce, prijaviti obrtno, oziroma prijaviti svojo na tem ministrstvu za digitalizacijo, prijaviti svojo obrt in razne dokumente priložiti, da je slovensko podjetje registrirano v Sloveniji za to kovinsko dejavnost, oziroma ne vem, kako se v Sloveniji točno imenuje ta panoga, kjer ta izvajalec dela. Tako, to je ena predpostavka. Drugih koncesij v Avstriji, če podjetje že dela gotova leta v Sloveniji, ne bi bilo 3 leta, drugih koncesij v Avstriji za izvajanje dela ni potrebno. Samo javljanje, samo publikacija na tej spletni strani, na tem formularju Digitalisierungsmeldung, kot rečeno na tem ministrstvu za digitalizacijo, Dienstleistungsmeldung, se oproščam, je treba urejati. To. Ok, gremo k naslednjim. Smo podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Zaposlili bi delavca, ki živi v Avstriji in je državljan Avstrije. Delo bi opravljal na področju Avstrije kot podajni predstavnik. Občasno delo opravlja enkrat na teden tudi v podjetju. Kakšen je postopek prijave delavca in posledično obračun plače? Kaj vse je potrebno urediti za takšno zaposlitev? Enako vprašanje tudi za zaposlitev v Nemčiji. Delavec bi opravljal enako delo kot delavec v Avstriji. V tem primeru v bistvu to ni napotitev, v smislu napotitve delavca. V tem primeru je delodajalec tujo podjetje, ki nastavlja delojemalca, ki živi v Avstriji, se pravi, in tudi dela večinoma v Avstriji, ker je bilo rečeno en dan v Sloveniji. S tem, da je iz mojega vidika potrebno tega delojemalca v Avstriji, ker ima verjetno tudi svoje družinsko življenje in svoje središče in se tle nahaja in tle tudi dela, nema 4 dni za podjetje, je treba njega prijaviti v Avstriji kot vsakega drugega avstrijskega delojemalca. Se pravi, da tuje podjetje pridobi finančno številko v Avstriji
isto kot če bi podjetje napotilo. In v Avstriji potem tudi ÖGK javi, se pravi našemu skladu za zavarovanje in tega delavca tam prijavi po avstrijskih predpisih in tudi lohnsteuer za njega obračuna in to za nerezidenta. Se pravi, da ima on potem tudi razne davčne olajšave in beschränkte Steuerpflicht kot navadni drugi avstrijski državljan, ki pa dela za avstrijsko firmo. Prosim, Mojca, ste kaj rekli k tej tematiki? Ja, dejansko ga slovensko podjetje mora pridobiti, se pravi tole številko pri GKK, ga prijavi v zavarovanje v Avstriji in iz slovenske zaposlitve plačuje prispevke potem v Avstriji, ampak ker on tudi dela v Avstriji, obračuna tudi v bistvu dohodnino po avstrijski zakonodaji. Tako. To je to, se pravi, kar se delojemalca tiče. Naslednja tema je, pa to ne vem, verjetno prekorači, je pa tema, ali s tem delom tega delojemalca v Avstriji nastane davčna poslovna enota. Se pravi, davčna poslovna enota za namene davka na dobiček ali davek na dohodnino, zdaj zavisi, katero pravno obliko ima podjetnik v Sloveniji, to je pa naslednja stvar. Ampak delojemalec, ÖGK Avstrija, lohnsteuer Avstrija in če tle živi z družino, nerezident, se pravi tudi davčne olajšave mu pristojijo v Avstriji. Ja, prosim. Naslednje vprašanje? Naslednjo, ali mora imeti slovenski delodajalec, na primer mizar gradbenik, ki posodi delavce brez koncesije v Sloveniji urejeno delavnico, ali je dovolj, da ima registrirano dejavnost? Kako se to preverja? Se vprašam, katero panogo? Gre za ZKO 4, zaposlitev delavcev. Če ima delodajalec, na primer mizar ali gradbenik, ali mora imeti ta neko delavnico v Sloveniji, fizično delavnico, ali je dovolj imeti prijavljeno dejavnost? Also fizična, da pač obstaja ena delavnica, to zdaj ni merodajno. Merodajno je, da on to obrt, ki on v Sloveniji opravlja, bo tudi v slovenskem registru upisana, a ne? In ne vem, slovenske koncesije, predpostavke za upis dejavnosti so tudi gotove, ki jih jaz zdaj ne poznam točno, ampak delavnica kot taka, da ima ali ne, ni merodajna. Hvala lepa. Naslednjo, zanima me predvsem za izvajanje mednarodnega prevoza, se pravi, smo prevozniško podjetje in naši vozniki vsakodnevno vozijo blago iz Avstrije v Slovenijo. Napoteni so preko ZKO 3. Ali morajo za prevoz po Avstriji dobiti plačano avstrijsko urno postavko? Ja, morajo, kratko in jedrnato. In sicer po planu prevoza, se pravi, za te ure, ko v Avstriji velja avstrijska urna postavka. Kdo je zavezanec za plačilo avstrijskih prispevkov ÖGK pod prepustitvi? Ta zadeva glede pod prepustitve, ki je v praksi zelo pogosta, sem rekla, v bistvu je tako, da ÖGK najprej preverja in ker tle ena posebna pač en papir te Evropske skupnosti, ki to izrecno izjame, v bistvu jamčita oba dva, slovenske podjetje in avstrijski naročnik. Avstrijska ÖGK lahko oba dva naročnika in izvajalca in podizvajalca lahko vzame v jamstvo in mu predpiše te zneske za delo jemalca. To je v bistvu odgovor, ne? Pot do tega, da se pa ugotovi pod prepustitev in vse te zadeve, da se ena obrazce prekliče in tako naprej, so pa pravne zadeve, ki zdaj verjetno niso tako zanimive za poslušalce v tem okviru. Mislim, da je možno na koncu še po e-mailu tudi dati kakšno vprašanje, če bi bil konkreten primer, recimo. Rade volje, ja. Tle je pač potrebno, jaz bi tukaj samo še v bistvu dodala, da dejansko kontrola v Avstriji se vrši tudi za nazaj, da ni nujno, da v bistvu delodajalec je v bistvu že opravil storitev, ampak v bistvu lahko tudi, bom rekla, naknadno čuti posledice, če dejansko ali ni plačal kakega davka ali prispevkov, pa bi ga v bistvu mogel po avstrijski zakonodaji. Ja, to je res, potrdim, ker v Avstriji se v bistvu na osnovi enega pregleda
ki je ne pride od nekje, temveč so že gotovi sumki, recimo tako, ne, in potem se pregleda 2-3 leta za nazaj. In 2-3 leta za nazaj, tematika, to je podprepustitev, je lahko zelo draga, ker v Avstriji so prispevki delojemalca in delodajalca okoli skupaj 39% plače. To je precej velik znesek lahko. Ampak se pravim, če imate take zadeve pod prepustitev in če ne veste, kako in kaj, rade volje, da se obrnete in pišete maile gospe Mlakar ali meni v tej tematiki, tudi kar se tiče zavarovanja, ker to je draga zadeva, če tle nekaj mimo gre, in se lahko potem naprej debatiramo in pišemo v drugem okviru, tako rečeno. Prosim. To. Eno vprašanje je še okoli dnevnic. Ali lahko vozniku, ki vsak dan opravi prevoz iz Slovenije, Avstrije, Slovenijo na potem po ZKO3, za vsak dan izplača dnevnico? Seveda lahko. Okay. Konec koncev mora biti cela suma, tako rečeno, zanalizirana in se vidi, da je to pač dejansko njemu prestoji na mesečni ravni. Kako se izplača, v bistvu je vseeno. Okay. Dobro. In eno vprašanje še imam. Ali se dnevnice za napotitev knjižijo vseeno na konte 414 ali na strošek plač med konte skupine 473? To je pa zdaj gospa za gospo Mlakar, ne, vprašanje? V bistvu, mislim, tukaj govorimo dejansko o strošku plače. 414 v bistvu stroški na službenem potovanju. Zdaj, kam jih knjižijo, jaz bi rekla strošek v bistvu plače za napotitev, ampak tukaj govorimo potem o kratkotrajnih napotitvah, ker v bistvu dnevnice, tako kot smo že prej povedali, samo v kolikor gre napotitev do 30 dni, se pravi projekt se zaključi prej kot v 30 dneh. Če delavca napotujejo za dlje časa, tako bom rekla, tudi če imajo pogodbo, da ga bojo napotili samo za 25 dni, pa potem spet drugo pogodbo zaradi tega, ker se hočejo izogniti temu, da bi plačali samo strošek prehrane, se pravi, hočejo bolj ugodno davčno obravnavo povračila stroškov, tukaj se gleda v bistvu, je pač prednost vsebine pred obliko, ne. Pač to naj ne pozabijo delodajalci, da v kolikor napotujejo delavca najprej za 20, pa pol za 10, pa še za 20, se dejansko te napotitve seštevajo. Tudi če gre vmes v bistvu koristi dopust, je praznik, bolniška, to dejansko ne prekine te napotitve, ki se šteje v bistvu za dlje trajajoča. Ok. Hvala lepa. Jaz dodatnih vprašanj, moment. Ali lahko poveste, kakšna je višina avstrijske dnevnice? So prav tako različne kot v Sloveniji? Ja, so različne. To je vprašanje, ki ga jaz poznam. Hvala. Ja, so različne, ker tudi zavisi od panoge in če se dnevnice v Avstriji obračuna za naš obračun Lohnsteuer, to se potem v Sloveniji prišteje lahko in se v bistvu tam samo še diferenco doplača, ne. Zato se potem v slovenskem ampak kot rečeno, odgovor je, ja, so različne, zavisi od panoge in so tudi še druge doklade lahko, zavisi od panoge, kjer delavec dela, ne. Tukaj bi jaz samo še dodala, v kolikor v določenih panogah v Avstriji morajo biti obračunane dnevnice, to ne pomeni, da so te dnevnice neobdavčene v Sloveniji. To je v bistvu del, bom rekla, dohodka, ki se obdavči potem v Sloveniji. Ne govorimo tukaj o dnevnicah kot takih, ki so v bistvu izvzete iz obdavčitve. V kolikor delavcu po naši zakonodaji, se pravi, govorimo o daljši napotitvi, pripada samo povračilo stroška prehrane, so te dnevnice, ki morajo biti obračunane v skladu z avstrijsko zakonodajo, tudi del njegove bruto plače in ne dnevnice kot take neobdavčene. Okay. Eno vprašanje sem še dobil, kakšna je urna postavka za električarje in krovca v Avstriji? Mislim pa, da tega ni možno pavšalno odgovoriti.
Ne možno vprašalno, ker kot sem prej rekla, zavisi, koliko ima on delovne dobe, izkušnje, kakšno izobrazbo ima, in ima kako vodilno pozicijo tam, in to je treba v bistvu, če se te urne postavke ugotavljajo, treba v bistvu stranko skupaj ugotavljati. Mi ponavadi tako delamo, da ugotovimo, katera kolektivna pogodba pride v poštev, pogledamo pač glede teh pozicij delovna doba, kvalifikacija, izkušnje, izobraževanje, potem skupaj s stranko ugotovimo, kam ga stranka uvršča, ne? Ker ima tudi vsaka država drug sistem izobrazbe in tako naprej. Tako to pa nam funkcionira. Kratko v bistvu, also ene postavke ni, to je treba določati skupaj s stranko. In ona potem odloča končno urno postavko. Ja? Hvala lepa. Zdaj pa dejansko ne vidim več nobenega dodatnega vprašanja. Če sem kaj spregledal, se opravičujem in se priporočam, da pišete mail in bom posredoval dalje. Posnetek današnjega predavanja smo seveda posneli. Posnetek bo na voljo tekom današnjega dne na našem spletnem mestu in na YouTube kanalu. Vkolikor se obe strinjata, bi mogoče dali tudi PowerPoint prezentacijo na voljo na istem mestu. Tako da gradivo bo na voljo. Bi se zahvalil še javni agenciji Spirit za podporo tega predavanja danes, ravno tako podjetjem TPA v obeh državah. In bi rekel samo še, da na koncu predavanja se vam bo odprlo eno okno za anketo, kako se vam je dopadlo predavanje in lahko sami ocenite, kako koristno je bilo za vas. Prosim, da to tudi izpolnite. Hvala lepa. Iz Celovca rečem, želim dober dan in veliko uspeha, tako v Avstriji kot v Sloveniji. Hvala, enako, hvala iz Beljaka. Nasvidenje. Nasvidenje.